Torej, drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni na programu televizije Exodus. Danes sem zelo vesel in tudi počaščen, kajti v naslednjih minutah bom lahko govoril s prek 100 let staro Polanko, Mariborčanko, gospo Marijo Arih. Ja. 3. januarja, je prav? Je moj rojstni dan. To je bil 100. rojstni dan. Ja. 2015, pomeni 15. leta ste bili rojeni. Ja, in to v Prepoljah, na Dravskem polju. Ja, kaj poznate Prepolje? Poznam. Ja, Prepolje, ja. Ampak niste dolgo živeli tam, ne? 16 let? Ne, jaz nisem dolgo, torej vsi smo odišli kmalu, ne. Štumbergerjeva družina, Ja, z 11 otroki. 11 nas je bilo, ja, 10 pravzaprav. Vi ste bili prvi. Jaz sem bila prva. In, In zadnja moja sestra je pa 18 let mlajša od mene. 3. januarja letos ste imeli zahvalno sveto mašo v Mariborski stolnici za vaših 100 let. Danes smo se zbrali tukaj v Slomškovi stolnici, da bi se skupaj veselili in tudi Bogu zahvalili za veliki dar doživetih 100 let naše mame, babice in prababice. Pripričan sem, da v kroniki Stolne župnije Maribor ni zapisanih prav veliko takšnih jubilejev, kot je današnji. Prisrčno pozdravljam v imenu Arihove družine vse vas, dragi sorodniki, mamini prijatelji in vsi, ki ste prišli k temu bogoslužju od blizu in daleč. Še posebej naša mama skupaj z nami vesela, da bo to slovesno mašo daroval gospod Lojze Weingel, naš družinski prijatelj, ki je v času, ko je obiskoval gimnazijo, pravzaprav postal 6. član naše družine. Lojzek, iskreno dobrodošel med nami. Mirno lahko rečem,
da je ta cerkev, kjer smo zdaj zbrani, bila in je še tudi danes mamin drugi dom, in to skoraj neverjetnih, skoraj da 80 let. Samo ona sama ve, koliko je bilo v teh desetletjih tukaj izrečenih prošenj, zahval, pa tudi kakšna solza radosti ali pa žalosti je stekla po licu. Prav v tej stolnici smo sprejeli sveti krst in stopili na pot krščanskega življenja, njeni otroci, Mira, Aleš in jaz, Ciril, vnuki in pravnuki. Če obrnem malo na šalo, lahko rečem, bili in odhajali so tukaj škofje, kanoniki, župniki, kaplani, pa tudi mežnari, Arihova mama, pa hrabrost traja in Bog daj, da bi lahko še kar nekaj časa ob nedeljah in praznikih prihajala semkaj po blagoslov. Kaj je bilo za vas bolj pomembno, tisto v stolnici ali potem praznovanje? Pa veste, da v stolnici to sem zahtevala, sem rekla, da želim slovesno sveto mašo, zato smo jo tudi imeli v soboto, ne? Tako da je bila, ker mi smo velika družina, mi smo vse povabili, no to je bilo krasno. Draga spoštovana slavljenka, gospa Arihova, spoštovani vsi, ki smo se danes zbrali na tej slovesnosti, da se Bogu zahvalimo, kot je sama zapisala, za njenih 100 let in tudi želi, da to proslavimo z sveto daritvijo. Bog je v njenem življenju na prvem mestu. To izraža tudi njeno vabilo, ki nam je vsem poslala in na katerega smo se z veseljem danes odzvali, da tukaj prav pri sveti maši doživimo ta čudoviti jubilej 100 let, ki ni vsakomur dan. Bi lahko rekli, je posebna božja naklonjenost. Živimo v času veselja, v času božiča, ko praznujemo Jezusovo rojstvo. Bog je postal človek, ne samo da se rodil v jaslih, ampak Bog hoče in tudi prihaja v naša srca, v naše duše. Trka na srce slehernega, odpri mi svoja vrata, daj da vstopim. S teboj hočem živeti, s teboj hočem delovati. In če človek odpira njemu svoje srce, svojo dušo, potem Bog, tako rekoč, dela čudovita dela. Bog ne gleda na izobrazbo, ne na poreklo, ne na položaj, ampak tistega, ki je pravzaprav ponižen, ki zna odpirati svoje srce, svojo dušo, Boga sprejemati, ga tako rekoč slediti njegovim navdihom, ki nam jih daje po svojem duhu, in tako postaja človek pravzaprav velik. Naša slavljenka je sprejela Boga najprej pri svetem krstu. Oče je postal Bog. To se je zgodilo v Šentjanžu na Dravskem polju, v Prepolju, kjer je živela njena družina. In od tam potem, tako rekoč bi lahko rekli, je bila zmeraj primerno v svoji dobi, odprta za vse dobro. Sledila je Božjim navdihom, sledila je Božjemu glasu, pa tudi svojemu razumu. Marsikaj se v življenju zgodi, to, kar človek ne pričakuje, kar ne načrtuje. In čudovito je, če zna življenje potem slediti, sprejemati to stanje, z drugimi besedami Božjo voljo. Tako je njena družina še v njenih mladih letih iz določenih vzrokov se preselila iz Prepolj za Kalvarijo v to župnijo Stolno. Sama kot dekle pa je bila pri bratu v Kamnici. In v svojih načrtih potem tako rekoč iskala priložnost, da se bo lahko tudi sama zaposlila, ko končala šolo.
In pot jo je vodila v Maribor, kjer je dobila službo, kjer je spoznala tudi svojega moža Andreja Ariha, ki pa prihaja iz naše zahodnega dela dežele. Takrat je bilo to daleč, danes je blizu, iz Podkorena, Podkorn. In tam še edina danes njegova žlahta, njegova rodbina, ki so še danes tako rekoč povezani z njo. Posebej mi naročila, da naj danes prav to družino iz Podkorna, ki ste zbrani tukaj na njenem slavju, posebej pozdravim in vam zaželim dobrodošlico. Na ta način tudi ohranja to vez in spomin na svojega moža Andreja, od katerega smo se pravzaprav že skoraj pol stoletja poslovili. Odšel je v večnost. Vsi smo pravzaprav poznali to družino in čutili to povezanost, to predanost, to razumevanje. Sprejemala sta otroke 3, Miro, Aleša, Cirila. Obenem pa oče je pridno delal na Studencih, v tovarni železniških vozil. Če se sam spominjam, kako je mama organizirala, pa mu sama, ali pa mi, otroci, tudi jaz se preštevam med dne, ko sem bil tukaj, nosili hrano, malico. In kako skromno smo pravzaprav in so živeli, tako rekoč v lepem, prilično velikem stanovanju na Trubarjevi 5. Tja so se prihajali žlahta iz Prepol, potem bratje in sestre, ki so večinoma živeli, še živijo za Kalvarijo. Neke vrste bil dom prav pri Arihovih za vse. Kdor je potreboval kakšen svet, ali pa da se je olajšal, morda kakšen problem, ali pa delil veselje. Mama je bila zmeraj, tudi oče, povezana z duhovniki. Prav je, da se jih danes spomnimo. Pater Laura, jezuit, pater Kokar, potem pa tu stolniški duhovnik in župnik Frangeš, gospod Reichmann, potem gospod Lipovšek, ki bi danes tudi z veseljem prišel na slavnost, pa je zadržan, in končno gospod Marko, ki danes z mano tukaj somašuje. Tako je mama, tako rekoč bila vpeta, ne samo v materialno blagostanje, katerega je morala svojim delom pridobivati, ampak predvsem tudi po duhovni plati. Čutila je, da potrebuje. In takšno življenje je pravzaprav življenje ni deljeno, ampak tako rekoč življenje je znala sklajevati duhovnost in materialnost. Ali z drugim besedami lahko rekli, daj Bogu, kar je Božjega, cesarju, kar je cesarjevega. Delala je v raznih službah. Zmeraj človek išče boljše in tako je tudi sama. Pa tudi, kakor ste narekovali prilike, da se lahko posvečala družini. Vendar, časi, ko rečemo, da so bili bolj težki takrat, ne samo, da ni tarnala, pa tudi problemov ni imela. Kaj ti bila je žena, ki je znala biti odprta, ki je znala biti dobra, poštena in zato, kolikor vem, nikjer ni doživljala kakšnega šikaniranja zaradi njene vere. Njena vera ni bila izražanja nekih izbruhov čustev, ampak vera, ki se rodi v življenju, vera, ki te usmerja, vera, ki vodi njo in njeno družino, pa vse druge k Bogu. Tako je nekako potem izpade to naravno, da kadar so nedelje, kadar so prazniki, z družino gre v cerkev. Med tednom pa družina vsak na svoj način dela, pa je zopet povezana. Otroci, hčera, sinova sta rasla, dosegla svoje poklice in vsi so danes, lahko rečemo, pošteni,
dobri, delavni člani, ki prispevajo k skupni blaginji družbe. In ko je bila pa moja nova maša, takrat se pa vsa žlahta, tako rekoč, vse smo zmeraj se srečevali, Štumbergerjeva, tako se mama prej pisala, veselila tudi ob moji novi maši in smo bili zbrani. Vsak tudi nosi svoje spomine, lepe in dobre. To je ta šopek, ki se tako rekoč sestavlja in se razcvetil v njenih 100 letih. Vsak na svoj način se danes mami, ko stiskamo roko, obenem zahvaljujemo Bogu za njeno življenje. Tako naj sveti vaša luč, pravi svetopismo, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Tako sveti gospa Arihova tudi vaša luč. In danes slavimo z vami nebeškega Očeta, se veselimo. Vam pa želimo, naj vam bo Bog še naprej milostiv, vodnik in tisti, ki dajo pravzaprav za vse plačilo. Bog vas poživi še, kolikor je njegova volja. Prepričan sem, da še bomo se z vami tukaj veselili in slavili Boga, kako ste izrazili tudi sami v vabilu svojo željo. Amen. V cerkvi smo imeli pevce. Tim Ribič, ne? Ja, veste, Ave Marijo zapel. Operni solist, ne? Ja, se je Tim potem Ribič. prišel k meni in on je v gledališču, ne? V operi. V operi, ja. Ja. Krasno, no. Izvedel sem, da ste bili v vašem življenju v preteklosti, v vaših mlajših letih, ko so bili tudi vaši otroci še mlajši, zelo borbena kristjanka. Se niste dali kar tako? Ne borbena, ne, kar je prav. Ne. Kar je prav. Ja. Za Božič ste odšli v šolo. Vaših otrok niste pustili v šolo za Božič, ne? Čakajte, to je bilo tako. Ja, ne. Mi smo bili zelo poznani s patrom Lauro, pater Lauro jezuit, ne. In jaz sem rekla, da ne bojo šli v šolo, ker je to največji praznik naš. No, polje pa on prišel in rekel, nimate prav. Pravi, bojo pa šli potem k maši, torej Po šoli. po šoli ali kakorkoli, ne.
ste pa dobili božično drevo, božično smreko. To je pa bil tudi problem, da so s Kamnice pripeljali drevo v rjuhi na vozičku, ne, tudi skrito in tako dalje. To je bilo božičo. Ste mati 3 otrok, ne? Ja. Najstarejša hčerka je bila rojena malo pred 41. napadom na Jugoslavijo, ne? Tik prej, ko so prvič bombardirali Beograd, takrat moj brat po imenu Ivan, prišel, ona je bila seveda, koliko je bila stara, 15. januarja, ne. To je pa bilo potem mogoče teden ali kaj, vem, da je priletel in je rekel, da naj bežimo, da bombardirajo Beograd. Jaz sem pa rekla, ne, kam ne gremo, mi nismo bili navajeni tega takrat, ne. On pa je vzel voziček, prijel, je rekel, tak, če ti nočete od doma, pa je peljal v Kamnico, no, ker so v Kamnico stanovali. No, seveda smo šla potem midva za njim, ne. To je bilo 41. leta. Sinova pa sta iz časa okupacije Maribora, ne? Ja, potem Aleš je pa 42. leta, julija, no, Ciril je pa bil točno konc vojne prve, pač. Zadnjega marca 45. Ko ste odšli 16-letni od doma iz Prepol v Maribor, ste najprej živeli v Hočah nekaj let, ne? V Hoči sem bila ja pri eni družini, pa ne dolgo, ne vem, nekdo mi je napisal, 2 leti, se ni res, leto pa pomeni, da potem sem pa dobila pri Hutarju službo. V tekstilni tovarni v Mariboru? Ja, seveda. Leto izteka se, mesec december je, lepi božični čas, svet je prišel med nas. Vabi v svet ljudi, nam pa do tega ni, ker smo najraje doma. Vabi v svet ljudi, nam pa do tega ni, ker smo najraje doma. Mama nam naša za praznik prav vsak pove, tukaj ste vi doma, vedno vas čakava. Oče pa dobri družini se le smehlja, ker smo najraje doma. Oče pa dobri družini se le smehlja, ker smo najraje doma. Novo je leto pred nekaj noči prišlo, kaj le prinaša nam, kaj če ostanem sam. Slišim vabilo za praznik, spet vrni se, ker smo najraje doma. Slišim vabilo za
Kako pa je bilo v času vojne v Mariboru? Kako ste vi to doživljali? Ja, vojna je pa nas takole, da smo šli na Urbana, smo dobili stanovanje, neko sta bila, Ciril je bil, ne, Aleš pa Mira, potem je Ciril je bil 45. Da smo gori bili na Urbanu, ko so bombardirali dole in to. Mož je bil v delavnici, je ostal, so ga obdržali, ker so ga rabili. In kaj je bilo drugo? Strah, ne? Zelo. Bombardiral, vem, da je bil dan, in torek meni, da je bil, torek je bil pust. Prav v delavnico, v kotel je bomba priletela, tako da so je kuhno razneslo, krofi so bili pečeni že. In takrat so bili, pa kdo, ne vem, ujetniki, francoski, veliko ujetnikov in je bilo jih mrtvih, ker so bežali proti Pohorju, ne, in tam to so bombardirali. Vi ste preživeli 3 vojne, ne? Jezu, seveda. Ja, ne, prva je bila tako, jaz sem 15. leta, 17. je bilo konec. Se spominjam. Se še spomnite kaj? Ja, spomnim se samo to, da smo imeli, da je stric bil, oče je bil v vojni vsa leta. Torej, da je oče prišel domov, tega to ne morem tako, spomnim se pa malo prej, kot je bilo konec vojne, je prišel stric na dopust in je bil popolnoma slep. Ker je padla bomba, pa so bili 3 in je ostal doma, ker je že se delalo da bo konec, ne, da ni treba. Hočem to povedati, bolj smo večer vedno molili in vedno smo molili za slepega strica, otroci. Jaz sem pa šla, sem rekla, zakaj pa nocoj nismo molili za slepega strica? Ne, ker je sedel pri peči pa možno. Je tako začel jokati in je takoj odišel ven. Zakaj pa nismo, mati pa namenoma ni hotela imenovati še za slepega strica. Tako da smo vsak večer molili za slepega strica. No, to je bilo konec vojne. Drugo pa ne vem, dosti. Kaj pa, se še danes radi vračate v vaše domače kraje, ne, iz Maribora, v Prepolje? Ja. Prepolje, Marjeta, Trniče, Prepolje in potem pa greste naprej Kungota, pa tam tja, ne. Ne, fara naša je bila, kot je zdaj, starše. V tistih časih so ljudje večinoma živeli zelo revno, ne? Ja. Ni bilo ne obutve, ne obleke. Ja, pa ravno to. Pa ne tudi hrane ni dosti. Tudi hrane, ja. Ne tudi, to je pa babica, jaz se babice zelo dosti spominjam. Ostali moji nekaj je jaz sem bila stara, koliko pol, 12 let, da ko je babica umrla, no. Ne se spominjam, da je rekla, ja, v Prepoljah smo imeli organizirano tako, so bili stari ljudje, kot danes, ko imamo domove, takrat pa ni bilo tega, so pa šli od hiše do hiše. Recimo danes boste pri nas jedel, pa še spal, ne, jutri pa pri sosedu, ali pa tisti, ki je imel večji grunt, naj bi 2-krat prespal, na Gmejni, pri cerkvi, levo, na naših cerkveh, Prepoljski. Tam je bila pa hiša, koča smo rekli, pa je bila hiša, no. In tam je bil dom za te.
ko je bolan bil, da je bil tisti koči, to je bilo lepo takrat, niso imeli povsod tako. In smo mu nesli jesti, ko ni več mogel sam priti jesti. No, samo to sem hotela reči, kad nam je babica nič kolikokrat rekla, od nas, ker nismo mi kruha stradali, ne, tako, takrat, ne, je rekla, od naše hiše ne sme nikdo iti brez kosa kruha. Kako pa gledate na današnji čas? Takrat ste bili pravzaprav brez stvari, kot sva dejala, ni bilo obutve, ne obleke, s hrano težave. Danes bi rekli je izobilje vsega tega. Ja, seveda je, se zato ljudje so presiti določeni. No, tudi pri nas. Ni prav to, pač prav. Tako je bilo. To sem hotela povedati, ja, da je hodil nam delati en gešt po imenu je bil. Pa doma pa tudi drug, vse to je ravno bilo. Revež, ne. Babica, ta je hodil delati. Denarja tudi ni dosti krat bilo, pa živila, ne, so vse, kar je bilo. Pa babica, dosti, kako so imeli moški predpasnike. Se spomnite tega? Malo se spomnim, s kakšnih fotografij. Ja, predpasnike. Babica pa rekla, na, dej predpasnik, ne. Pa mu je usula ali pšenico, ali koruzo, ali kaj, da še tisto si je nesel domov, to so pa mleli. Na žrmlje. Na žrmlje. Ja, žrmlje, to smo pri nas tudi imeli žrmlje. Ja. No, čeprav mi smo potem odišli, ne, tam, ampak tako je bilo, ni bilo lahko. No, in ko smo mi v fabriki bili, se pravi moja sestrična Ana po imenu, ja, mi smo več zaslužili 5 dinarji so bili takrat. Stric je pa na železnici delal, zunaj menda je delal, pač pod železnico. On je pa imel 4, ne, razliko. Ja. In se pravim, če si eden bil, cele familije so bile not, potom je postavil na Pobrežju, še danes stojijo njegove hiše. Mir Božji je dobrina. In tisti, ki ima Boga v svojem srcu, ima tudi luč, svetlobo in živi življenje miru. Tudi naša slavljenka nam pokazala, kako se človek mora večkrat odpovedati sebi, da prinaša mir, prinaša Boga. In tudi sedaj si izrazimo mir in en drugemu zaželimo vse dobro. Če imamo si pa kaj odpustiti, pa si odpustimo. Mir Gospodov naj bo vedno z vami.
Srečni smo, če smo doma. Na, 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 na. Na, 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 na. Srečni smo, če smo doma. Na, 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 na. Na, 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 na. Srečni smo, če smo doma. In potem pa pride k meni ena ženska, ki je delavka, no, bila. A je rekla, ti si pa nova, jaz sem bila mlada, ne. Ona pa starejša gospa. Ja, sem rekla, jaz sem pa nova. Je rekla, veš kaj, jutri bojo tukaj volitve v sindikat. Jaz v sindikatu nisem imela pojma takrat, ne, kaj to je. Sem rekla, te mi malo pa povejte. Je pa rekla, ja. Je rekla, veš, jaz ti bom prinesla kuverto, v kateri bojo 3 listke. Dobesedno tako je razložila. Je rekla, veš, eden bo rdeč, to je delavsko, je rekla, to je delavska organizacija. Ta drugi je beli, to je pa faruško. Ta tretji, bi pa ne ve, pa ne morem reči, kako se je potem reklo, je rekla, veš, to so pa bolj čiči, ker takrat so ti Primorci, ne, kako je že bilo, ko so veliko Primorcev prišlo v Maribor. Te sem pa študirala. Ja, tako je rekla, pravi, veš, potem pa boš tak naredila. Rdečega boš pustila celega, to je delavski, to je rdeč. Ona dva pa raztrgaj, pa daj v kuverto. Študirala, ja prav, sem rekla prav. Ni pa kontrolirala. No in tako sem naredila, da sem ona dva raztrgala, faruškega sem pa pustila celega. Edini moj glas je bil na tem oddelku, tam, ko so tkali. No, in tako je tam naprej bil sindikat, ne, takrat. Pa veste, koliko let je od tega? Vi ste tam spoznali tudi vašega moža? Ja, seveda, on je pa bil krščanski socialist v Jugoslovanska strokovna zveza potem. In mi in jaz bila, pa ne pa mož, to so vodili. Korez, če ste kdaj čuli o njem, Bog ve, najbrž da ne. Pa Ogrin, pa Ferenčak je bil potem prvi župan Maribora, ko je vojna neha. In to so bili krščanski socialisti, ker so rekli faruški, tam je, to je bilo malo vedno. Poglejte, tu smo imeli blagoslov, mi smo imeli svoj prapor, smo bili krščanska delavska mladina. Ja, to smo hotela, če povem. To je bilo potem naprej. In smo bili, veste, kdo so bili potem organizacija. Tu je bila blagoslovitev zastave.
Vašega praporja. Našega prapora, ja. In ta prapor bi lahko da še bi kje živel, ki ga je ko se je začelo tisto po vojni razganjati, pa je eden, se je tu zdaj po imenu Ogrin je bil blizu Ljubljane doma in je on ta prapor odnesel. Za nami so pa šli orli, so takrat rekli. Ne? Eni so bili sokoli, tisti so bili nevirni, ne? Pa orli. Te smo pa šli, ko so nesli zastavo našo, oni so pa tudi nesli, ne vem kako zastavo. Te so se pa tako oddaljili, da ja ne bomo skupaj posmejali. To hočem povedati, tako je bilo, ni bilo tako kot danes. Kaj pa danes? Kje vidite vi vzroke za to, da so ljudje v veliki meri nezadovoljni in tudi brezvirni? Ne verujejo v Boga? Ja, seveda. Ali pa se na zunaj tako izkazujejo? Takrat je vse bolj skromno bilo, no vse pravi, mi smo molili, ne, danes ne pride nobenemu temu na misel, da bi prišel večer, ne nobenemu, ampak določenemu, da pridete, ali pa da bo rekel, otroci, zdaj pa takoj, vse so še. Da bomo zmolili skupaj. Ja, ne, pa ne več, ni tega tako več. Ne. In to je bilo vzrok tudi vojna, ne. Zelo zanimivo, da ste sodelovali tudi na nekih procesih sodnih bratov jezuitov. Tisto pa nisem sodelovala, tisto sem bila radovedna. Aha, iz radovednosti. In to je bilo v gimnaziji, prva gimnazija, tam so imeli prostor. Aha. Ne Kolenc. Imam na jeziku, kak se je ta sodnik. Žena je pa bila učiteljica. In smo se zelo zbližali v šole, zato sem jo še enkrat povabila za Kalvarijo z njena punčka je bila sošolka našega Cirila. In sem jo povabila na trgatev. No, in nisem pa vedela, da ima tako hudobnega moža takrat. On je pa bil sodnik. In on je sodil vse duhovnike. Med drugim vam bom povedala jezuita Patra Brdena. Brden je bil zelo izobražen človek. No. In kako je bilo to, zdaj, kaj ga je vse zasliševal, tega ne morem reči. Ja. Kaj mu je rekel, ne vem, zdaj tega sem vedela, mogoče se še spomnila. Je pa rekel, on je pa kar takšen je bil, ni znal odgovoriti, ni mogel odgovoriti. Je pa pater rekel, pravi, da pa vendar študiral latinščino, v latinščini mu je pater. Ne? Je imel modre odgovore. Take modre odgovore, te pa mu je tako, zdaj ga vidim, kako smo bili ploskali so mu. Vi se veselite nebes? Prosim. Se kaj veselite nebes? Ja, to pa ne vem, kako bo, Bog ve.
V tem pa ne bi mogla reči. Ampak veselite se pa Ja, verjetno, ne? vsi bi naj šli v nebesa. Ja. Vsi. Še tudi nekateri so prisiljeni biti drugačni, kot so, ne. Se pravi, ste že preko 100 let, kaj še uspete prebrati doma? Še berete? A seveda še berem. Kakšno knjigo še preberete? Časopis? Ja, tako je. Preberem, ne morem zdaj več, ker ne vidim, ne morem malo manj, no ne malo, ne dosti. Preberem, večer imamo naročen, družina je vedno pri hiši, potem pa še druge, veliko, ne. Veliko, ja. Poleg tega pa ste gledalka naše krščanske televizije, ne? Ja, to je pa večer, takrat pa ne želim, da ne pride malo prej na obisk, kot je, no, ko nam povejo poročila, hočem reči. večerna, ja. Ne, kot so poročila, to, ker pri poročilih smo seznanjeni, kaj se godi okrog. In takrat vedno, že prej odprem, da se malo zanimam, pol pa vmes, ne. No, ko pa določene, vmes pa še je ne družina, no, ne morem govoriti. Kaj pa gledate na našem programu? Na vašem programu pravzaprav gledam vse, ampak ni celo, recimo zdaj, da je bilo tisto, ko ne morem povedati. Verjetno ta praznična bogoslužja, papeža. Papeža, ja, to njegova potovanja, ne? Ko je bila čist cela, 2 uri je trajalo. Ja, na Šrilanki, pa na Filipinih, ne? Ki je, no, ko je govoril, prevajal čudovito, sem rekla, Alešo, ti temu gospodu reči, da mu čestitam, da sem ga čula in tako, da bi pred mojim televizorjem bil. Veste, to za nas veliko pomeni. Ja. Verjetno doktor Aleš Maver. Mi rabimo, da lepo počasi govori, pa ne samo tudi ta mladi, reče poslušajte, je krasno. No, in tudi cel potek je bil, 2 uri pa še nekaj trajalo. No, takrat sem pa res bila izredno zadovoljna, drugače pa vse pogledam. Vesel sem, da sva se srečala, da smo vas videli tudi na tak način in slišali ob vašem 101. rojstnem dnevu, pa se ponovno srečamo tu. To pa ne bi rekla, da ne. Ali pa mogoče v kakšni drugi priliki taki, ne, samo ne po televiziji. Ne po televiziji. Ne, to pa bom vas tak ali tak videla, pa čula, zelo vesela in spremljala, pa še komu povem, ampak več pa ne, res ne. Hvala lepa, ker ste prišli k nam na obisk. Ja, hvala, da zdaj smo dolgo klepetala, ne. In vse dobro vam želim. Do vašega 101. rojstnega dne. Jaz tudi vam hvala lepa, pa kar delajte naprej tako, kot delate.